O smučarskih čevljih ali pancerjih začnemo razmišljati šele, ko stopimo na sneg. Prej se z njimi ne ukvarjamo, čeprav so poleg smuči nepogrešljiv del smučarske opreme. Zato smo danes preverili, kako kupiti najboljše pancerje, ki vas ne bodo tiščali in v katerih noge ne bodo ledeno mrzle. Pozdravljeni. To so moje pancerje in prosim, tukaj me nekaj tiši, ne? Prosim, če bi lahko pogledali in popravili. Lahko bomo pogledali, stopite naprej, pa bomo pogledali. V naši trgovini izvajamo tudi tako imenovan boot fitting oziroma prilagajanje. Vsi, ki imajo težave s smučarskimi čevlji, se lahko oglasijo v trgovini oziroma se naročijo na naši spletni strani in izmerimo nogo in na koncu pogledamo, kaj je narobe z njihovimi čevlji. Vkolikor lahko pomagamo, naredimo dodatna prilagajanja, vkolikor pa ne, je potreben nakup novih smučarskih čevljev. Osebno prileganje smučarskih čevljev že dolgo ni več namenjeno samo tekmovalcem in najboljšim smučarjem, ampak vsakomur. Specialisti za prileganje smučarskih čevljev, ki jih boste videli zdaj, lahko poskrbijo, da se smučarski čevlji v celoti prilegajo nogi. Posebnost in prednost pri tem je natančna izmera nog in stopal s 6 kamerami, ki natančno posnamejo obliko noge, zabeležijo in shranijo vse njene pomembne mere ter pomagajo pri izbiri in prilagajanju čevljev. Stopite sem in tukaj ta širina, ne, je problem, tako da tukaj bomo raztegnili in tako malo raztegnili in bo potem na koncu vse v redu, ne. Izbor pravih smučarskih čevljev poteka tako, da je najprej potrebna meritev, po tej meritvi se določi ta prava dolžina, širina in predpogoj pravega izbora je to, da se preproba vse različne znamke, ki so na trgu, ta prave dolžine, ta prave širine. Ker ima vsaka znamka svojo obliko čevljev, je potreben izbor in na koncu še najboljši čevelj iz izbora je treba še dodatno prilagoditi, tako da res paše vsak pač stopalo na nogo, ne. Izvajamo 3D meritve, torej zmerimo noge s pomočjo 3D skenerja in na podlagi meritve vidimo, določimo dolžino stopala, širino stopala, višino narta in na podlagi teh meritev potem prilagodimo vsak čevelj vsakemu stopalu posebej. Več kot polovica kupcev smučarskih čevljev, ne glede na veliko izbiro le-teh, tako tekmovalnih, rekreativnih, turnih kot otroških, potrebuje prilagoditev po meri, ker nogi po dolžini in širini nista nikoli enaki. Ob večjih posebnostih pri stopalu, kot je široko stopalo, lahko zunanjo trdo školjko smučarskega čevlja po dolžini in širini segrevanjem točkovno deloma raztegujejo in širijo, ne da bi s tem posegali v celovitost samega čevlja. Vsaka stranka, ki kupi pri nas smučarske čevlje prilagodimo in po prilagajanju stranka še enkrat poskusi in vkolikor je še kakšna težava, še dodatno prilagodimo smučarske čevlje in na koncu je potem ta pravi preizkus na smučišču oziroma smučarski progi. Vkolikor so smučarski čevlji preveliki ali preširoki, je zelo težko čevelj prilagoditi, saj se plastike ne da krčiti, lahko raztegujemo, vendar zmanjšati volumna se ne da. Tako da, vkolikor je čevelj prevelik ali pa preširok, je najboljši nakup novega smučarskega čevlja.
Cene v naši trgovini so primerljive z cenami drugih trgovin. Tukaj, kar je dodano, je samo to, da je dodana storitev in na koncu sam boot fitting in prilagajanje. Tako da cene so zelo, zelo primerljive cenam ostalih trgovin oziroma cenam na trgu. Smučarski čevlji lahko tiščijo zaradi več razlogov. Kljub temu, da je dolžina ta prava, je v dosti primerih noga širša od samega smučarskega čevlja in zaradi tega plastika stisne nogo in ustavi prekrvavitev. Tukaj lahko raztegnemo sam smučarski čevelj po širini in s tem prilagodimo smučarski čevelj in odpravimo bolečine v nogah. V smučarskih čevljih nas v večini primerov zebejo noge, zaradi tega, ker ljudje uporabljajo dvojne nogavice. To ni najbolj priporočljivo, vedno se mora uporabljati samo ena nogavica. Drugi nek tak razlog je tudi kondens v smučarskih čevljih. Dosti ljudi ima prevelike smučarske čevlje in zaradi tega pride do kondenza in posledično so noge mokre in s tem tudi bolj mrzle. To so nekako dva najbolj značilna razloga, da nas zebe v noge. Vsem, ki si želijo, da bi jim bilo v smučarskih čevljih toplo, so na voljo grelni vložki, ki se prilegajo vsem modelom smučarskih čevljev. Izdelujejo tudi vložke za stopala po meri. V predel prstov se lahko vgradi grelni vložek na baterijo in prekrije s tanko tkanino. Ti vložki se stopalu popolnoma prilegajo. Z vložkom se da pomagati pri samih smučarskih čevljih in mrazu v smučarskem čevlju, vendar predpogoj je, da je relativno ta prave dolžine smučarski čevelj in lahko vgradimo na ta pravi smučarski čevelj potem grelni vložek, s katerim lahko odpravimo ta mraz. Zdaj smo vam tukaj raztegnili, poskusite in boste povedali, če bo v redu. Evo. Ne, nimam. Matija. V smučarskih čevljih se mora uporabljati samo ena nogavica in to smučarska nogavica, ker je zelo kvalitetna. Materiali v smučarski nogavici morajo biti ali merino ali pa poliamid, polipropilen, saj ti materiali dobro odvajajo vlago in s tem je noga suha in tudi topla. Zelo pomembno je vedeti, kolikšna je doba trajanja smučarskih čevljev. Pravilen odgovor je, da je njihova doba trajanja 7 ali 8, največ 9 let oziroma 100 smučarskih dni. To je odvisno od kakovosti čevljev, tega ali redno smučate, njihovega vzdrževanja po smučanju in od shranjevanja, na primer ob vlagi in tako naprej.